Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, po parih dneh se vam spet oglašam. Dejstvo je, da sem v zaključevanju knjige in zadnji popravki in juhej gre naprej. Tako da, v glavnem, ja, pa lepa tako, da mi kakšna stvar zmanjka. V glavnem, zadnjič sem šla na sprehod in sem rekla, prav zapisati si moram. V glavnem, šla sem na sprehod in ena gospa je imela pač slušalke gor in govori po telefonu. In edina beseda oziroma stavek, ki sem ga ujela, je bil: treba je iskati v drugih ljudeh dobre lastnosti. In ona gre v eno smer, jaz v drugo, sprehajam našega Tobija, našega kuža in v glavnem razmišljam. Treba je iskati dobre lastnosti. Absolutno. Treba je iskati moči od drugih ljudi, ne njihove pomanjkljivosti. Ampak so pa ljudje, ki so, a veste, temelj je gnil. In tam lahko še bolj se trudiš upravičevati njihovo dobro ali oziroma njihovo ravnanje, ker določene stvari delajo dobro, in mi pade na pamet, da dejansko, kako je v Svetem pismu. Dejansko Jezus je brez slabe vesti farizeje in pa pismouke obtožil, da so hinavci, da so, ne vem, zdaj jaz po svoje govorim, da so hudičevo leglo, da so tako, kot bi pomivali samo zunanjo steklenice, notranjo steklenice je pa gnila in tako naprej. Se pravi, delajo določene obrede zato, da se jih vidi, da ljudje rečejo, kako so poduhovljeni, in to, kar so pa oni v sebi noter grabežljivi, to se pa pač na zunaj ne vidi. No in sem prav o tem razmišljala, da, recimo, da nekdo od staršev naredi nekaj, kar absolutno ne sodi in ni sprejemljivo. Recimo, starša se ločita, oče ne skrbi za otroke, to je dejansko en primer in verjamem, da ni osamljen, in otrok mora biti pri babici samo zato, da nagaja mami, potom otroka. In zdaj tukaj babica razlaga otroku, da pač moraš potrpeti, da on je tvoj oče, njega moraš spoštovati. Ampak dejstvo je, da tako kot dela oče, je nesprejemljivo. No in zdaj prav to, dilema. Opravičevati slaba ravnanja drugih, kar nekdo je oče, nekdo je duhovnik, nekdo je učitelj, nekdo je, se pravi, nekaj več. In ko mi opravičujemo slaba dejanja drugih, s tem v bistvu učimo, da je v osnovi v redu tako, kot je. Zato ni nič narobe, če enostavno komu poveste tudi v glavo, da mu tako ne gre. Vam povem ta moj primer, povedati komu kaj v glavo. Ko sem imela težave z grlom in ko sem mi naredil cmok, to je zdaj 6 let nazaj, dejansko sem bila 3 tedne brez glasu, sem začela hoditi enkrat na mesec na zvočno kopel. No in ta gospod Tomaž je pač, veste, ko sem bila že parkrat in se rekla, pač želim, da se to ščisti, in se rekla, kakšen poseben položaj, ki bi se jaz ulegla, da bi bila čim bolj deležna te energije gongov. In veste, on ni poznal mojo zgodbo, ampak je rekel, tukaj prostor, povsod je enaka energija, ampak pomaga pa, če tistemu, ki mu imate kaj zapovedati, poveste to, kar mu gre. No ja, to je bila pa moja šola. Dejansko povedati človeku, ki mu kaj gre, veste, je pa druga stvar, Sploh, če smo vzgojeni, bodi tiho in potrpi. In potem seveda opravičujemo slaba ravnanja drugih, ker je nekdo pač nekaj, ima neko titulo, ki jo je potrebno spoštovati. No, naslednja stvar, spet drug dan, oziroma sem bila pa na vrtu, ja, seveda, pa še vrta, zraven, in mimo prikolesarita 2 moška in se pogovarjata. In reče eden pač drugemu, nikomur ne moreš zaupati, niti svoji ženi ne. In začnem razmišljati, dejansko
ta človek niti sebi ne more zaupati, ker če ima prepričanje, nikomur ne moreš zaupati. In zdaj poglejte, kolikokrat ljudem razlagam, a ne mišični test rečejo, meni telo ne sodeluje. In zakaj noče sodelovati? Zato, ker kdor ima prepričanje, nikomur ne moreš zaupati, se pravi tudi sebi ne moreš zaupati, mišični test dela po svoje. No in dajmo zdaj tole prvo stvar sprobati. Če se ta trenutek sprostite, roke zmigate, ramenski obroč zmigate, zamižimo, kar poskusite sami ta trenutek. Prekrižamo roki na prsih, zato da povežemo levo in desno polovico možganov, zamižimo. In če jaz ta trenutek rečem, moje ime je Minka, dejansko mene odnese naprej. Če pa rečem ta trenutek, moje ime je Jože, kar nisem, grem nazaj. In ljudje, ki njihov telo noče sodelovati, prva stvar, kar morajo počistiti, je, se pravi, podzavestni program, sebi ne morem zaupati. No, zdaj pa kako to naredijo? Vzamejo zdravilno molitev dekodiranja, ki je v knjigi Ko ima življenje žur na 412, ali pa v Google vtipkate zdravilna molitev dekodiranja in tam noter na začetku date, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem, da nikomur ne morem zaupati ali pa da sebi ne smem zaupati. In to je prva stvar, kar je za počistiti, da lahko sploh prideš do stika s svojo dušo, svojo podzavestjo. In zdaj naslednja stvar, no zdaj pa to je pa odgovor vprašanje, kar ena gospa me je klicala in je rekla, kako naj zdravilno molitev dekodiranja izvaja za svojo hčerko oziroma za enega sorodnika od bližnjih ljudi. Jaz sem ji rekla, sicer da bom najlažje takole razložiti, ker mogoče imate tudi vi težave. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja gre na ta način. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vse zavedne in nezavedne kode, original je moje duše, tam pa damo pač duše tega in tega človeka, ki so povezane z in damo težavo noter. In zdaj ta težava je lahko karkoli. Lahko je finančna težava, lahko je zdravstvena, lahko je psihična, lahko je na odnosih, lahko je občutek tiščanja v prsih, lahko je karkoli. Zdaj pa še ena stvar, preden gremo naprej. Pomembno je, tisti, ki izvajate za drugo osebo molitev, zelo dobro je, da molite za drugo osebo, ampak mogoče bi bilo pametno, da vsake toliko časa še kaj zmolite za sebe. Ker glejte, višjo, ko imamo mi svojo vibracijo, boljša je pač, ne boljša, večja je naša moč. Zato, ker vsi smo ustvarjeni po tej božanski podobi in to pomeni, da mi svojo energijo lahko vplivamo na vse ostale. In to je zdaj ena stvar, ki sem jo jaz sama še čistila, je bilo strah, da bi izgubila otroke. In zdaj pogledajte, če jaz izvajam to zdravilno molitev dekodiranja za moje otroke in imam strah, da bi izgubila moje otroke, pomeni, da kakor pomislim na moje otroke, skozi mene govori ta strah. Zato je najprej pomembno, da sem jaz počistila svoj strah, da bi izgubila otroke. Seveda, ta strah ni iz tega življenja, ta strah je v spominu moje duše in ga vlečem, že nekaj življenj za sabo. In je bil čas, da ga počistim. In a veste, ko mi počistimo ta naša podzavestna prepričanja, takrat se enostavno spremenijo velike stvari. No, zdaj pa naslednja stvar, kar je še pametno. Da dvignemo svojo energijo, kaj lahko še naredimo. Naslednja stvar je, da pomembno je, da najdemo določene točke, ki dvigajo našo energijo. Zdaj so spet cerkve odprte in cerkve imajo določene točke, sploh tam, kjer je duhovnik, močno energijo. Zanimivo pa je, zdaj pa zakaj vam to govorim, danes sem bil pri meni na obisku, no sta bila, gospod Jože Munih in njegova žena Amelija, v glavnem in smo spet hodili po določenih točkah in tukaj po Škofji Loki.
In zanimivo je, od spodaj v kašči je bila močilnica. In vem, da mnoge stranke, ki pridejo k meni, imajo prav zataknjeno energijo v Škofjo Loko in prav s to močilnico. Zato, ker tam na spodnjem trgu, v bistvu na trgu poleg kašče, tam so včasih kurili čarovnice. In ko je Jože meril energijo, je rekel, da je izredno, mislim, da je res izrazita temna točka. Dejansko točka, kjer je nakopičena vsa, po moje žalost, mnogih žensk, ki so tam izgubile življenje. In zanimivo, zdaj jaz upam, da mi Amelija ne bo zamerila, tudi njena energija je bila tam zataknjena. A ni zanimivo? Dejansko eno od življenja je bilo povezano s smrtjo na tej točki. No, potem smo pa šli gor do te srednjeveške cerkve, v bistvu je to v začetku srednjega veka. Škofjeloška cerkev je bila odprta in je Jože pomeril tam energije in je rekel, da točno tam, kjer je kropilnik, ko prideš v cerkev, kjer se pokrižaš, na desni strani je močna točka čiščenja, kjer se očistiš vseh slabih energij. In ni zanimivo, kako so naši predniki točno vedeli, kje so te točke. Zanimivo, ko je meril energijo cerkvica na hribcu, je pa še vedno temna energija, ki je povezana z drugo svetovno vojno. In zanimivo, tam so imeli zapore, oziroma ne vem, nekje tam okrog, in tam so bili vojni poboji in je še vedno skoncentrirana energija prav na hribcu. Pa čeprav je en gospod mi enkrat rekel, to smo že vse počistili. Ne, še vedno je temna energija in mene tja ne potegne. Zdaj pa naslednja stvar, za vse tiste, ki ste iz Škofje Loke, ali pa če vas potegne v Škofjo Loko. Prav na Škofjeloškem gradu, točno na sredini, tam, kjer je bil včasih stolp, točno na sredini je ena od najmočnejših energijskih točk v Sloveniji. Ne morete verjeti, Jože je meril to energijo in je 4 milijone bovisov. Tako, ne, 400 milijonov bovisov. To je ogromno. V glavnem, ena od najmočnejših točk in ja, glejte, frajziški škofje so točno vedeli, kje je treba postaviti grad, zato da so imeli večji vpliv, večjo energijo. Tako da, če vas zanese v Škofjo Loko pot, pojdite na Škofjeloški grad, mogoče se majčkeno tam na dvorišču zadržite in potem je pa tisti, ki poznate Škofjo Loko oziroma to grajski vrt, tam, ker so bile včasih in seljeniške veselice, tudi razne prireditve, tam so izredno močne energijske točke, sploh tam zadaj, kjer so drevesa. Mogoče, da se ustavite, mogoče malo meditirajte tam pod drevesi in dovolite, da vas drevesa napolnijo z novo energijo. Poglejte, to vse imamo. In zdaj, če samo pogledamo okrog sebe. Slovenija je res prepredena z raznimi točkami, oziroma točkami s cerkvami. Dobesedno, Slovenija je en velik energijski portal in to pomeni, da imamo vsi možnost, da se napolnimo s to energijo. In ja, ki jo pa zgubljamo. Zgubljamo jo sigurno, glejte, tam, kjer smo ločeni od narave. Tudi, na koncu koncev, cerkve so zgrajene na energijskih točkah. Pojdite v cerkve in samo dovolite, da vas napolni nova energija. Ni potrebno takrat, ko so maše in če imate še vedno alergijo na cerkev, pomeni, da imate iz enega življenja nakopičeno energijo za mero do cerkve in to lahko ravno tako preverite z mišičnim testom in boste videli, kakšen odgovor boste dobili. Ker potom cerkve se je zgodilo ogromno slabega, ampak ni vse slabo. Določene točke, sploh energijske, so postavljene prav na teh točkah. Tako da, ja, glejte, vsak ima možnost, da nekaj naredi v tej smeri, da dvigne svojo energijo. In zdaj, če se vrnem na začetku zgodbe, se pravi, treba je iskati v drugih ljudeh dobre lastnosti. Ja, dobre moči, njihove moči, zato ker kamor dajemo pozornost,
tja gre naša energija. In dajmo zdaj še pogledati karte prehoda v novo dobo za majska tale mini predavanja preko interneta. Da vidimo sporočilo za ta mesec. Jaz sem bitje svetlobe. Bitja svetlobe me absolutno ljubijo. In zdaj, če gledam, to je številka 8, neskončnost, in to sporočilo je, da vidimo. Jaz sem svetloba. Jaz sem luč, ki sveti ter nosi ljudem upanje in razumevanje. Povezujem. Ta svetloba poživlja tako mojega duha, kot tudi duha drugih ljudi. Dovoljujem si žareti v vsej svoji lepoti. Skozi mene teče božanska svetloba. Glejte, moč besed, jaz sem, ki sem, je neverjetna, in ta moč besed, jaz sem, ki sem, so povezane z Božjim imenom, in Jezus je rekel, vse, kar prosite v mojem imenu, se pravi, Božje ime se je pa razodelo, jaz sem, ki sem, vam bo dano. Tako da dajmo pogledati še eno sporočilo, 32. 32 je energija radosti. Srečna sem, da živim. Moje srce je mlado in večno. Mladostna energija se pretaka po mojih žilah. Dovoljujem, da se dobro počutim v svojem telesu, ki je prežeto z radostjo. V popolnosti sprejemam svojo mladostno energijo. In to je naravnanost. Čemu dajem pozornost? In čemur dajem pozornost, tja gre tok mojih misli. Tako da, uživajte, imejte se radi in predvsem vse se vedno začne pri jaz sem, ki sem veličastna jaz. Uživajte. Lep dan in predvsem delajte vse, kar veča vašo radost.